Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v oddaji Ura resnice, z menoj sta Peter Gregorčič in pa Aljuš Pretinač. Zdaj pogovarjali se bomo pa o teh političnih posledicah, ki so nastopile po tragediji v Novem mestu. Aljuš, začnemo kar recimo s tabo, pa bi te kar direktno vprašal, ali je ta situacija zdaj pomeni neko dramatično spremembo na slovenski politični sceni ali ne? Ja, po tvoje, seveda. Absolutno mislim, da pomeni. Nažalost je Slovenija država, kjer je edini program predsednika vlade in v bistvu vladajoče koalicije so njegove osebne zadeve. Se pravi, kam hodi na dopust, s kom se poroči ali pa s kom je v zvezi. Ne? To zdaj ne govoriš ironično, ne? Bi se videlo, če bi mislil ironično. Ne, pač zadeve so resne, človek je umrl, nedolžen človek je umrl za brez veze. Po mojem prepričanju to bi se dalo preprečiti, ampak o tem bomo še kasneje. Se pravi, predsedniku vlade se je en dobršen del predvolilne kampanje za volitve, ki bodo očitno v začetku marca prihodnjega leta, to se zdaj že čedalje bolj špekulira, se mu je s tem podrl, ker kolikor vemo, neuradno, ker uradnih informacij o predsedniku vlade, kar je spet en paradoks, v Sloveniji praktično več ne moreš dobiti. Vse, kar vprašaš, moraš pač spraševati po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Ali pa odvetnika. In jasno je bilo, da ta teden počitnic, krompirjevih počitnic šolskih je predsednik vlade hotel izkoristiti za svojo predvolilno kampanjo, nekih kvazi medenih tednov, odpotovanja v tople kraje in tako naprej. Potem bi seveda še vsaj en mesec gledali fotografije iz tega dopusta, še 7 intervjujev bi dala pač njegova zdaj soproga za kakšne te rumene medije, vse to se je zdaj podrlo. In tudi za enkrat še nedoločeno obdobje, jaz mislim, da mogoče celo do volitev, se pač tudi fotografij in teh stvari ne bo moglo na ta način izpostavljati, ker vsakič, ko se bo, bo lahko kdo rekel, ampak tam je pa človek umrl. Tako da jaz bi rekel, da to ima posledice, kakšne še ta hip ne moremo oceniti, ker se mi zdi, da je prezgodaj. Zdaj smo še v fazi, bi rekel, pač žalosti, nevere, tudi deloma strahu, posebej pri prebivalcih, ki živijo na območjih, kjer so vsak dan soočeni s tovrstnim nasiljem, strani ene etnične skupine. Jaz že ves čas poudarjam, da gre tudi za klasičen primer medetičnega nasilja in to je še dodaten argument, da aktualna oblast to zelo podcenjuje, ker medetično nasilje, poleg tega, da je seveda nasilje, ima še druge komponente. Faza jeze, besa še ni nastopila in ko bo ta faza nastopila, potem bomo lahko dali, po mojem mnenju, bolj tehne ocene, koliko se bo to poznalo na politiko in predvolilni čas, ker mi dejansko smo že v predvolilnem času. Zdaj, predno Peter dobiš besedo, sem še to, da ne pozabimo, pa da ne uide. Zdaj, ker po nekaterih informacijah naj bi Tina Gaber Golob že šla na te medene tedne, ker tudi vidimo, da, ne vem, pričakoval recimo, da bo vsej svečko prišla prižgati ali pa šla zdaj po teh nekaterih dogodkih skupaj z Golobom, to se očitno je odšla že, Ja, navajeni smo bili, da še... Zdaj to snemamo danes zjutraj in zdaj jaz si postavljam vprašanje, pa mi da sva si ga prej, verjetno tudi Peter, ali bo Golob recimo danes večer prišel v Novo mesto ali ne? Ja, kaj se bo dogajalo danes popoldne, pač v Novem mestu se bomo lahko pogovarjali pač konec tega tedna v tej oddaji, ampak navajali smo se, da Tina Gaber, ko še ni bila niti soproga Roberta Goloba, ga je spremljala posod tam, kjer v bistvu ni imela nobene vloge in je to bilo celo za moje pojme kontraproduktivno, recimo po poplavah in tako naprej. In tudi tu bi jo pričakovali, ona se v javnosti še ni oglasila, še ni pojavila. Zdaj, če je odpotovala, bo to spet problem za Goloba. Mi vemo, da je pač, še enkrat se ponavljam, žal, mi imamo predsednika vlade, kjer je odločilen vpliv na to, kako on upravlja svojo funkcijo, je njegovo pač zasebno razmerje z njegovo zasebno partnerko. In žalostno je, da živimo v taki državi, ampak ni se treba slepiti. Jaz mislim, da moramo biti iskreni, si naliti čistega vina in pač to ugotoviti. Se pravi, kako se počuti Tina Gaber, vpliva na to, kako funkcionira Slovenija kot država. Za začetek mislim, da je to že kar nekaj, o čemer bi se morali vsi skupaj precej zamisliti. Kakšno je pa zdaj tvoje glede, Peter, okoli tega, isto, kot sem vprašal Aljuša, dramatične spremembe, je zdaj to v bistvu na nek način celo morda že odločilna zgodba za volitve, ki bodo čez 4, oziroma mislim, da 22. marca, 4-5 mesecev? Morala bi biti odločilna zgodba, se pa tukaj bojim, da ne bo čisto tako, kot pravi Aljuš.
če se najprej na Aljoša navežem, strinjam se s tem, da je tudi Robert Golob ocenil, da je situacija zelo resna, to se vidi tudi iz njihovih zelo zmedenih nastopov, ne, recimo tudi potem Arčona, včeraj na komercialni televiziji, kjer je rekel, da to je zarezalo v srca ljudi, s čimer se strinjam, žal pa ne, je politika odreagirala vsaj v nekih nastopih sicer bolj blebetanju kot kaj konkretnega, ne, zgolj zato, ker se je prestrašila, da bo to imelo vpliv na njihovo estradniško politično kariero. Ne. In to je bil tudi, da se pravi, če se ne bi tako močno bali, sem prepričan, da Robert Golob kot izrazit egocentrik, ki vidi zgolj sebe in svoje koristi, bi bil zdaj na poti v Afriko, namreč to izjavo pa je javno dal, ko se je zasebno javno poročil v Piranu, ga je nekdo od novinarjev vprašal, ali gre zdaj na medene tedne in je rekel, ne, na medene tedne gremo pa za krompirje počitnice. To je ta teden. Torej, to izjavo je Robert Golob dal in čeprav vemo, kako je z njegovimi izjavami, zjutraj reče eno, potem se premisli, reče drugo, pa menim, da tale je vendarle bila taka, ki bi morala držati, ampak očitno je ocenil, da bi ga to politično pokopalo in zagotovo bi ga, ne, in zaradi tega je ostal tukaj, ne, pri čemer pa se kaže, za kako strahopetnega človeka gre, za človeka brez empatije pa kaže to, da gleda zgolj na svojo korist, preračunavajo zgolj, kako sanirati politično škodo, ni pa pokažal niti najmanjšega sočutja, naprimer, da bi v Novem mestu prižgal svečko in se nekako človeško poklonil človeku, ki je izgubil življenje. Izgubil ga pa je zaradi tega, ker je on kot predsednik vlade nesposoben, ker ga zanima zgolj politično estradništvo, ne pa dobrobit državljank in državljanov. In da ga to zanima, je pokazal točno s tem, da ni izvedel tega pietetnega dejanja, ki bi mu vzelo minuto do 2, on je pa rekel, ne, jaz imam druge naloge, jaz moram urejati to državo. Misliš, da bil je v Novem mestu, no, pa misliš, da je možno, da ga je bilo strah, recimo iz avtomobila, ne vem, prižgati svečko, odziv neke javnosti, mogoče kakor? Ja, zagotovo ga je bilo strah, ampak ne spomnimo se, ko so bili inscenirani protesti zaradi NATO vrha med COVID časom in so dejansko obstajale nevarnost v Ljubljani, je zunanji minister Hojs šel v Ljubljano in takrat se je klika okrog Roberta Goloba iz ministra norčevala, čez da si ne upa med ljudi. Ampak bili so nasilni. Takrat so bili nasilni protesti v Ljubljani. Zdaj tukaj ni bilo nikakršnih nasilnih protestov, bilo je romsko nasilje, ki ga je ta vlada v resnici mu dajala potuho in se zaradi nje zgodilo. Torej, ta kriminalni del Romov je torej očitno lahko sklepa morda več oddaj kasneje nekako v sožitju s to vlado, morda celo skupaj biznisirajo in on tako rečeno med te ljudi ni upal iti, ni bilo nikakršnih protestov, po drugi strani se pa posmehoval v neki drugi vladi, ki je resnično imela proteste, kjer se je grozilo s tem, da se v bistvu napade državniški tuj vrh, ne, in zaradi tega izvedla se pravi, uporablja vodni top in tako naprej. Ne. Tukaj si pa Robert Golob, kljub temu, da je imel tam robokope, nihče od njegovih novinarjev, ne, plačanih novinarjev za njega, ni govoril o robokopih v Novem mestu, ko je prišel Robert Golob. Edino, recimo, župan Macedonije je rekel, da ga je čudilo, zakaj takšno policijsko varovanje in kljub temu Robert Golob, jaz mislim, ni šlo za to, da on ni upal prižgati svečke. On enostavno ni čutil te potrebe, ker to je človek brez empatije. In jaz mislim, da on enostavno to je pač spregledal. On je gledal samo eno stvar, po mojem samo 2 stvari sta ga zanimala. Prvo, kako rešiti njegovo političen program do volitev, kar je že lepo prej opisal Aljuš, in druga stvar, kako morda vendarle urediti, da bo lahko ujel vsaj del safarija v Afriki, da bo lahko potem nadaljeval svojo politično kampanjo, ko se bo slikal za živalmi in objavljal te fotografije na svojem Instagram profilu. Skratka, gre za katastrofalno politiko. Zdaj, ta odstopa, no, to pa nas nismo še, mislim, da doživeli, da sta 2 ministra po nekem dogodku odstopila, ne, ker sta prevzela neko odgovornost. No. Ampak zanimivo je to, ne, odstopila sta notranji minister, odstopila je minister za pravosodje Katičeva, ki po mojem to nekako, tukaj jaz ne najdem prave rdeče niti, bolj se nagibam k temu, da je Katičeva izkoristila priložnost pa na nek način pobegnila zaradi sicer zapletene situacije v pravosodju, ki je nastala, ampak Golob seveda ni odstopil in tudi Luka Mesec, ki je koordinator romske problematike, ni odstopil. Ampak zanimivo je ta odgovor. Ne? Ona dva sta odstopila, ker sta prevzela odgovornost, zdaj Golob pa Mesec pa govorita, da ne odstopata zato, ker
Ki bi se s tem zdobila odgovornosti. Čem je tukaj razlika med njima, recimo? Glej, v tej zgodbi, ko sem jaz gledal zdaj čez vikend, imam eno neznanko, ne? In nimam še odgovor na vprašanje in tej neznanki se reče Luka Mesec. Ne? Ampak zdaj bi pa rad, če lahko se vzamem, pa povedal, kaj sem videl, da se je zgodilo. Najprej, ne? Pa to boš pojasnil, zakaj je to neznanka tudi, ne? Ja. Najprej Luka Mesec ni odšel v Novo mesto. Ne? Odstopila sta dva ministra, minister Luka Mesec, ki je pristojen za romsko problematiko, koordinator romske problematike, minister pristojen za delo in socialo, kjer je srž vse te problematike, pa ne da ni odstopil. Najprej je prestrašeno v kamero, ko so mu novinarji rekli, da odstopa pravosodna ministrica, dejal, seveda, razumljivo, sej vendarle je pravosodje zatajilo, ampak pravosodje pride na koncu. Lejte, pravosodje ne bi... To je pasivni organ, ne? Ne, to je šele potem procesira storilca. Ne? Kaj ima minister za delo, prosti Peter, sploh komentirati, da je pravosodje zatajilo? Okay. On naj komentira svoj resor, ki je zatajil. Potem včeraj je bilo soočenje na javni radioteleviziji in ministra ni bilo. Luka Mesec je temu soočenju izognil. Potem pa, zdaj pa vidimo, zakaj je morala Levica skupaj v spregi z Robertom Golobom narediti politično kadrovsko čistvo na javni radioteleviziji Slovenija. Javna radiotelevizija Slovenija je storila namreč dvoje. Najprej povabila je tja v goste Dragana Petrovca, ki je, ne vem, a je on simpatizer Levice, ampak vpletal je v romsko problematiko Gazo, ne, in poskušal z čisto neprimernimi izjavami minimizirati, kar se je zgodilo v Novem mestu, in pa preusmerjati krivdo na nekoga, ki tukaj ni kriv, ne, se pravi na opozicijo, ki s tem nima absolutno nič. Potem Tanja Starič, ne, ki je očitno izpadla kot novinarka, ki je v službi režima, ne, njen kolega, s katerim ima ta podcast, slišim, da je zdaj se poteguje za vrhunsko funkcijo na KPK, ne, je se pravi dopustila, da je Luka Mesec prišel v Odmeve, vendar ne takrat, ko sta se soočila direktor policijske uprave Novo mesto in župan Novega mesta Macedoniji, ampak po njima, da je podal PR sporočilo, češ, kako veliko je on kot minister naredil za romsko problematiko in potem nadaljeval s tem, kako je on dosegel, da bodo ljudje v tej državi dobili božičnico. Tani Starič je bilo vidno nerodno, saj tako sem sam zaznal, vendar ga ni soočila niti z enim neprijetnim vprašanjem. In tukaj sem postavila vprašanje, kakšno vlogo ima Luka Mesec in Levica v tej igri, da ga Robert Golob tako brezkompromisno ščiti? Ne? Tukaj je odgovor mogoče več. Ena je ta, da očitno Robert Golob potrebuje Levico za to, da dobi naslednji mandat. Drugi, morda, ki se mi odpira, in tukaj bom zdaj čisto brutalno povedal 3 stvari, ki jih mislim. Ne? Drugi je morda ta, da je v bistvu Levica edina programska stranka Gibanja Svoboda, ne? In v resnici je Robert Golob posvojil njihovo programska izhodišča za to, da lahko vmes se slika na safarijih v Afriki in potuje po svetu. Tretji so pa mogoče kaj povezane s kakšno spolno usmerjenostjo predsednika vlade in z kakšnimi drugimi povezavami, tukaj pa ne bi šel v detajle. Ja, no, vse, če bo hotel dobiti mandat, bo še koga drugega, ne samo Levice. Ne? Nekje je treba začeti. Mogoče 2 stavka, ki se mi zdi, da je povezana ta zgodba, tako kot smo začeli. Čisto na začetku sem se mogoče jaz narobe malo izrazil nerodno, pa se s Petrom strinjava. Jaz sem hotel samo to reči, da prej se mi je zdelo, da ima Robert Golob tako rekoč avtocesto do naslednjih volitev, ne za relativno zmago, to si ne bi upal trditi, ampak da bo lahko sestavil pač neko anti-Janša vlado. In zdaj mislim, da s tem dogodkom tragičnim se ta avtocesta ni nujno zdaj, da bo še avtocesta, bomo pa videli, kakva to pot bo. Bo to nek kolovoz ali pa bo na koncu celo cesta v prepad. To še moramo videti. Ne? Naprej, to, kar je Peter govoril glede Roberta Goloba, da nima empatije, se absolutno strinjam. Ne? Človek se pač enostavno ne zna obnašati kot človek, kaj šele kot predsednik vlade. Ne? On je hotel dati sporočilo s svojim prihodom v Novo mesto, da je Slovenija varna država. Stopil je v občinsko stavbo skozi zadnja vrata. Mislim, kater predsednik vlade hodi v občinsko stavbo skozi zadnja vrata. Ne? Če bi bil človek, bi se srečal izven kamer, izven medijske prisotnosti z svojci pač preminulega. Ne? Tega ni naredil. Ampak mislim, da je on to nekako napovedal. Tega ni naredil. Ja, sem jaz razumel, pač sožalje se ponavadi izreka ne pol leta potem, ali pa ko priješ iz safarija iz Afrike, tako ko pride Peter, ali pa v predvolilnem času, ampak takrat, ko je pač sožalje primerno izreč. Ne. Tretja stvar, odstopi. Ne. To je pa sploh, se mi zdi,
kar se političnih posledic tiče, tu se pa vsa ta beda tega politikanstva, tu se spet s Petrom strinjam. Ne? Vse, kar zdaj počnejo po tej tragični smrti, je nadaljevanje istega, bi rekel, pritlehnega politikanstva in populizma, ki zaznamuje že cel njihov mandat na oblasti. Ne? Prva je odstopila kdo? Andreja Katič. Že po poti, Andreja Katič. Zakaj? Zato, ker Golob in ta njegova falanga, oni zmeraj računajo na ljudi, ki jim je malo bolj nerodno, kot pa njim. Ne? Kar je pač praktično smo vsi ostali, ker njim ni nič nerodno. Ne? In Katičevi je pač nerodno, recimo, ne? In ona je odstopila. Ne? Smo videli, notranjemu ministru Poklukarju ni bilo nič nerodno. Ne? Jaz sem 100%, da njemu je pač Robert Golob povedal, da pač bo mogel odstopiti. Ne? Ker on misli, da bi bil še naprej minister, ker Slovenija varna država in tu se funkcionira in super duper nam gre. Drugo, odstopila je... Jaz pa razumem, zdaj po tvoje Katičeva se je odločila sama za odstop, kako? Ja, jaz sem prepričan, da je ni klical Matjaž Han, pa je rekel, poslušaj, ti moraš iti. Nisem govoril z nobenim od njiju ali pa s tistimi, ki so jima blizu, ampak po mojem, jaz bi rekel, da je pač tako odreagirala. Poklukarja je pa Golob. Poklukarja je pa jasno, ne, se Poklukar bi danes bil še kar minister, če ne bi pač moral iti in če ne bi Katičeva odstopila. Drugo, zakaj sta odstopila sam ministra? Kaj pa vsi navzdol v verigi, ne? Katičeva je tu malo drugačen položaj, ministrica pravosodja, vemo, ne, sodni sistem je ločena veja oblasti. Ampak tisti del pravosodja, ki pa ni tožilstvo, a tle kdo odstopil? Ne, tožilstvo je del oblasti, ne? To pa je, se pravi, tisti del, ki pa je, ne? A je kdo odstopil? A je kdo ponudil odstop? Na policiji, ne? Zakaj je direktor policijske uprave Novo mesto, ko to se pogovarjamo, še kar na položaju? Zakaj je generalni direktor policije še kar na položaju? Mislim, se pravi, edini, ki je tu odgovoren, je bil minister. Zakaj so te ljudje se pravi, edini, ne, če že tako gledamo, ne, ministra so odstopila. Kaj pa navzdol v verigi? Ker odpovedala je celotna veriga. Jaz ne branim teh dveh ministrov. Davč od tega, da bi govoril, da sta ona dva dobro vodila svoj resor. Ampak navzdol, ne? Se pravi, tisti, ki so neposredno odgovorni, da imamo v Novem mestu tako situacijo, ki jo zdaj imamo, da se ljudje ne upajo ven iz hiše, da se ne upajo na svojo nivo, da ne upajo otrok več pustiti zvečer ven, ker ne vejo, če bojo živi prišli nazaj. In v končni fazi, da očetje hodijo braniti svoje otroke pred romskim ali pa kjerkoli že nasiljem, ker policija tega očitno ni sposobna storiti. Ne? Ker kot bomo verjetno se še pogovarjali, ta človek, ki je ubil človeka, mislim, to je za mene pač, če že ne umor, je uboj, pa nisem pravnik, pa kazenski odvetnik. Zakaj je obdolžen najmilejšega možnega kaznivega dejanja v tej situaciji? Se pravi, nadaljevanje iste zgodbe, ki jo že imamo. Je že dva prej, ne, pretepal. In pač v tretjemu je nažalost uspelo, da je človeka pretepal do smrti. Ne? Skratka, vsi tisti, ki so neposredno odgovorni za to situacijo, so še zmerom na položajih. In točno to, kar si izpostavil, Bojan, ne, tu se vidi, da predsednik vlade sploh ne ve, kaj govori, kar smo pri njem že navajeni. Ne? Se pravi, odstop ministrov je državotvorno dejanje, ker sta prevzela odgovornost, njegov odstop ali pa odstop podpredsednika vlade in Luke Mesca, ki je bolj za moj okus, tu mogoče se vidva ne strinjata, ampak za moj okus je on bolj soodgovoren kot koordinator skupine za Rome, kot minister za delo, kot pa recimo ministrica za pravosodje. Ne, to se v tej točki pa ne bo odstopil, ker bi to bilo neodgovorno. Ne? Se pravi, ona dva sta neodgovorno odstopila, ta dva, ne, Mesec pa Golob pa odgovorno ne bosta odstopila. Ampak tukaj je pač povedal že Peter, ne, je eskalirala ta neka, kako bi rekel, neka skoraj da metafizična zveza, ne, med Levico in Golobom. Ne. Ja, absolutno. To ima Peter čisto prav. Se pravi, Golob je svojega ministra žrtvoval, kar ni naredil do zdaj še praktično nikoli, in ščiti pa Luko Mesca na vse pretege. Čeprav vem, ker tisti njihovi postopki so res tako nori, da jih sploh ne sledim, priznam se, opravičujem, ne vem, a je že ponovno spet koordinator stranke Levice, koordinator ali še ni. Je, ampak ne vem, če so že spravili kongres do konca. Ja, se to, ne, teoretično niti ni, ne, se pravi, je še zmeraj tu Asta Vrečko in tako naprej, ne, Luka Mesec ga ščiti, ne, kot kočevskega medveda, ne, in sam ta še stavek, pa pol pustim besedo Petru. Slovenija je država, kjer partnerka predsednika vlade, zdaj po novem soprogam, pa takrat, če ni bila, odloča o tem, ali bomo imeli mi odstrel divje zveri medveda v letu 2025 v Sloveniji ali pa ne. In ker je ona rekla, da ne, ga letos recimo nismo imeli. Ne?
in vidimo, pač so problemi zdaj z varnostjo ljudi zaradi povečanega števila medvedov. Ne? In zdaj pač paradoks, zdaj imamo podobno situacijo, bi rekel, tudi pri medetičnem nasilju, se pravi strani romske populacije, enega dela zoper večinsko prebivalstvo. Ne? Zdaj moramo mi počakati, da bo Tina Gaber, če je šla v Afriko, prišla nazaj iz Afrike, da bo lahko Robertu Golobu povedala, kaj on sme narediti na tej temi ali česa ne sme. Jaz ne vem, je komu to všeč ali ni všeč, ampak za moj okus mi smo danes država, ki funkcionira točno na tak način. In zato imamo neposredne dokaze. Izvoj. Glej, ne samo, a bo Tina Gaber prišla nazaj. Ne? Mene bolj skrbi, zakaj se generalna državna tožilka ni oglasila. Ne? Pisno se oglaša. Razumem. Glej, ona bi morala ob taki tragediji, ob takem nedelovanju, bom povedal, zakaj menim, da nič tle ni delovalo, tudi tožilstvo ni pravilno delovalo, ne, bi morala prekiniti svoj dopust v Afriki, očitno je zdaj ta Afrika neka obljubna destinacija. Na zadnje ima Urška Klakočar Zupančič opico tam, ne? Morda hodijo to opico gledati na mesto, da bi skrbeli za svoje državljane, ne? Bi morala prekiniti dopust in nemudoma priti v svojo domovino, ker za to jo državljanke in državljani plačujemo in za to jo potrebujemo. Če tega ne misli narediti, naj pač odstopi in naj to mesto prepusti nekomu, ki bo to izpeljal. Jaz razumem, da so krompirje počitnice, ampak v tej državi se je zgodila tragedija, ki se je zgodila povsem po nepotrebnem, oziroma ne po nepotrebnem. Zgodila se je krivdno, zato ker točno taki, kot je generalna državna tožilka, niso opravili svojega dela. Ne? In zdaj, poglejte, najprej, nekje sem videl... Ljuše pa je celo rekel, da bi se dalo preprečiti to tragedijo. Seveda. Absolutno, sistemsko in konkretno. In konkretno v tem primeru, ne? Ker prvo vprašanje Ljuše že izpostavil. Glej, oče je prišel zaščititi sina. Meni se tle postavilo vprašanje, zakaj sin ni poklical policije. In edini odgovor, ki ga imam, je ta, ker policija očitno je prej poklical in policija ni delovala. Skratka, te ljudi je država, sistem pustil na cedilu ne samo sistemsko. Pustil jih je na cedilu v tem konkretnem večeru, ko so se Romi odločili, da bodo delali svoje kriminalna dejanja. In ni nihče odreagiral. In da je očitno res zamočila policija, govori več indicov. Prvi, nekje sem videl posnetek generalnega direktorja policije in zaradi tega bi mogel odstopati, je lagal javnosti, da je z poškodovanim vse v redu, čeprav je bil že takrat ali je bil že mrtev ali pa že zelo blizu smrti. Torej, glej, se pravi, hoteli so unisono, sinhrono zgodbo pomesti pod preprogo, zato da bodo, zdaj pa bom rekel kar direktno, ker nič figurativno, omogočili predsedniku vlade brezskrbne počitnice v Afriki. In zato, da bodo morda, so celo verjetno, jaz bi rekel, da tukaj so sumi tega, da je državni vrh in policija spečana z mafijskimi združbami v romskih naseljih. In očitno jih ščitijo. Potem druga zadeva. Policija je tri pretepače kaznovala za javni red in mir, ne, se pravi, jih je obravnavala enako, kot je obravnavala Ljuša, ker je tukaj nekaj rekel čez njihovo ljubljenko Urško Klakočar Zupančič. Ne. In potem poslušam direktorja policijske uprave Novo mesto, včeraj v Odmevih, kamor je Tanja Starič, da je zaščitila Luko Mesca, ga ni povabilo to soočenje in je rekel, da zdaj pa so že ugotovili, ne, da ni šlo zgolj za pretep, ampak da je šlo za nasilništvo in da zdaj, to se pa preganja po uradni dolžnosti. Skratka, tožilstvo usmerja policijo in tožilstvo je zamočilo in njihova vrhovna šefica uživa na safariju v Afriki in je nič ni sram. Jaz pričakujem, da ko pride z Afrike, podpiše odstopno izjavo in počne kaj drugega v tem življenju, zato ker to, za kar je poklicana in za kar bi morala v tej državi početi, tega ne počne in Slovenke in Slovenci plačujemo to z življenjem. In to je nedopustno. Ali pa kaj se v glavah dogaja teh visokih državnih uradnikov? Ne vem, ob teh argumentih, ki je Peter povedal, mirno nadaljuje safari po Afriki. Ja, mislim, se pravim, zdaj na koncu bomo mogli skoraj pohvaliti, ne, Katičevo pa Poklukarja, da sta imela saj toliko dostojnosti, da se odstopila, ker tisti navzdol v verigi, ne, ki so bolj operativno in tudi bolj, bi rekel, pač subjektivno odgovorni za to, kar se nam zdaj dogaja, tega ne naredijo. Ne. Lej, tlele smo trije. Recimo, sem še to, v tej zvezi, in tudi recimo, kaj se dogaja v glavi Luke Mesca, ne? Ker jaz recimo, ker se veliko gibljem po terenu, prihaja vedno več informacij o tem, da ima res težave z temi raznimi substancami, ne samo z alkoholom, tudi z mamili in tako dalje. Tega ne vem, ampak... Ne, hočem reči, jaz tudi tega ne vem, pa ne bom dokazal, ampak to slišim, ne? Mogoče in včasih si kakšno njegovo potezo ali pa obnašanje tudi znamo že drugače, kot da je pod vplivom nečesa. Lej, zdaj smo tu v tem studiu smo trije, ne?
In od nas 3 je bil en že žrtev romskega nasilja, a ne? Peter, ki je takrat kandidiral, to sem hotel reči, se pravi, veš, danes teoretično bi lahko bila tu samo 2, ne? 3 smo, se pravi, to je 1/3. In Peter je takrat kandidiral za evropskega poslanca, se pravi, ni bil tam nek zasebnik, nekdo pač anonimus, a ne na cesti, ki se mu je to slučajno recimo zgodilo. Se pravi, ta problem je širši od sam bi rekel tega, kar bi policija zdaj to poskušala prikazati. Jaz bi tu spomnil še na to, kako je TV Dnevnik, depolitizirane, očiščene janšistov TV Slovenija najprej poročal v petek zvečer o tej tragični smrti, o tem uboju, da ne rečem umoru. Moški je stal ob skupini Romov, pa je padel in se je poškodoval. Mislim pa, iz koga se tu mi delamo norca? In to potrjuje to Petrovo tezo, kako je sistem, tudi preko svojih medijskih ekspozitur, ki jih očitno neposredno nadzira, probo stvar zminimalizirati do konca. In bi kar se strinjal s tem, kar Peter v bistvu na nek način tu na narekovajih špekulira, da je predsednik vlade do zadnjega lovil tisto letalo, če ga je lovil za Afriko. Ampak gremo zdaj naprej. Zdaj, reakcija Goloba je bila: zdaj bom jaz zahteval odločne ukrepe in sistemske rešitve. Stari moj, ti si pred volitvami, 3 mesece ali koliko še imaš, 4 mesece max, imaš do volitev. Kaj boš ti zahteval? Ti si bil 4 leta zdaj na oblasti. Od koga boš to zahteval? Od ministrov, se je celo na enem posvetu za vlade, ki hvalil, da je uredil romsko problematiko. Od ministrov, ki so odstopili, tega očitno ne moreš zahtevati. Od ministrov, ki bodo prišli namesto njih za 2-3 mesece, tudi ne moreš tega zahtevati. A boš to zahteval od Luke Meseca? Luka Mesec je že pokazal, kako on uspešno rešuje romsko problematiko. Se pravi, demonstracija sile ni to, da ti pošleš par patrulj na neka prometna križišča tam, da bo čez dan, ki po noči se očitno ne upajo, ker takrat verjetno se Romi vozijo okrog, ne po noč pravi ljudje, da jih ni, čez dan neki tam, kakor kontrolirajo promet. To je isto, kot pri nas na Štajerskem, ko je Martinovo, vidiš več teh prometnih patrulj. To ni to. Demonstracija sile je takojšnja uvedba policijske ure. Po 18:00 prepoved gibanja, a ne? Kdor se giba, pridržan. Demonstracija sile je, da specialne enote policije, ne lokalni policaji, ki tem Romom že 20 let tam pišejo položnice, s katerimi se oni očitno brišejo, da ne vem kaj, pridejo tja v ta romska naselja, saj v tega, iz katerega je ta pač obdolženc, in tam preiščejo zadeve. Najdejo to orožje, drogo in vse ostalo, o čemer se zdaj čedalje več ljudi javno pogovarja, da tam je. Ker moramo vedeti, tu ne gre za... Zaenkrat so našli samo eno gumijko, so pa podmati pendek, pa eno plinsko pistolo. To, kar bi lahko skoraj pri vsakmu doma našli. Ker ne se slepiti, tu ne gre zdaj več za nekega podivjanega Roma ali kjergakoli pač mladostnika, ki je recimo pač se mu malo zmešalo. Očitno v romskih naseljih obstaja organiziran kriminal, organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo po javno dostopnih podatkih z vsaj 3 od 4 najhujših kaznivih dejanj, s katerimi se ukvarjajo kriminalne združbe. To pa so trgovina z drogo, trgovina z orožjem in trgovina z ljudmi. In vse to se dogaja v obmejnem pasu, se pravi južne naše meje. In sistem, če bi hotel na to odreagirati, bi mogel odreagirati na tak način, kot pravi tudi Peter. Tukaj rabimo pač posebne ukrepe, ne zdaj nekaj, kar bo parlament sprejel, nek zakon, pa ne vem kaj, pa mogoče bo je sprejel kjerga od predlogov, ki so jih župani iz tega področja že 3 leta nazaj prvič predlagali, pa nobenega niso. Interventni zakoni. Ja, seveda, pač treba je odreagirati na način, da se temu naredi konec sedaj. Oni tega ne počnejo in jaz sem prepričan, da jaz mu bom rekel pač morilc, jaz nisem pravnik, jaz ne vem, če to pravniško ustrezen izraz, ampak za mene je pač povzročil smrt človeka. Ta morilc je zdaj heroj pri tem populaciji. In od takrat, ko je ta nedolžen Aco dol umrl, imamo že približne ponovitve teh dejanj. So pretepli že mladostnika v Mariboru in tako naprej. In tukaj gre za medetnično nasilje. Tu ni nobene razlike, kot če bi se zdaj izbrala, ne vem, neka množica tam pač avtohtonga ali pa večinskega prebivalstva pa šla v neko romsko nasilje, pa tam recimo enega pretepla do smrti. Nobene razlike ni. Ali pa recimo, ne vem, enega pripadnika, ne vem, albanske skupnosti ali pa obratno, da bi neka tolpa nacionalno pripadnikov Albancev pretepla pač enega Slovenca do smrti. Nobene razlike ni. Tu gre za medetnično nasilje. In na medetičnega nasilja ti ne moreš zamejiti ali pa preprečevati z izdajanjem plačilnih
nalogov, zato ker je nekdo kršil javni red in mir. To je smešno. Ampak oblast, se pravi Luka Mesec, Robert Golob, oni mislijo, da se bodo lahko izvlekli s tem. Ampak jim jaz zdaj povem in s tem zaključujem, iz tega mesta ne bodo se mogli izvleči. Ker faza, kateri smo zdaj priča, ko smo rekli, mi to snemamo dopoldne, shod je pač popoldne v Novem mestu, je še zmeraj faza žalosti, nevere in delno tudi strahu. Faza besa, tega nakopičene jeze, ker se to pač ponavlja iz leta v leto in oblast nič ne stori nasproti temu, se šele prihaja. In ko bo ta faza nastopila, potem bodo pa mogoče šele ugotovili Golob, pa Luka Mesec, Tina Gaber in tako naprej, kaj v resnici so zakuhali in s čim se danes ljudje, ne samo na Dolenjskem, tudi drugje soočajo. No, me prav zanima, ali bodo ti pač bodo Golob in pa Mesec danes upali priti v Novo mesto, ker danes bo tam verjetno zbrana ena ogromna skupina ljudi, ne, množica, ne, ki mu bodo verjetno žvižgala pa karkoli, ne. Ja, ker tega Golob nekako se veš. Pričakoval bi, pač to je človeška reakcija. Človeška reakcija, tako kot sem rekel, ne spomnimo se, sem še to mogoče poplave v Španiji, ko so bile, ne, ko je kraljevi par prišel med ljudi, ne, kakšna reakcija je bila, pa to je bil kraljevi par, ne. Zdaj jaz ne vem, a bo Golob tam ali ne, bomo to videli, kdo bo še z njim. Ampak bi pa pričakoval, da pač žvižgi še najmanj česar bo deležen, ker ti žvižgi bodo popolnoma upravičeni, ne. Eno so pač čustva, drugo je pa tudi objektiven, realen pogled na stvari. Golob je večkrat javno povedal, da on obvladuje romsko problematiko in da jo je uredil. Tak isto Luka Mesec. In zdaj rezultate tega urejanja pa vidimo. Če boš tukaj komentiral, kada ćemo še sam tu bi dodal par stvari. Najprej, kar je rekel, da bo Aljuš je rekel, da je rekel Robert Golob, da bo odločno urejal, ampak je dodal tudi kako. On je dodal mirno, hladno, ampak potrebna bo cela generacija. Je rekel v naših glavnih televizijah. Rekel je, veste, tega ne moramo urediti čez noč, tega človeka moramo mi preuzgajati, zato bo cela generacija, skratka, on je namigoval na to, da ta človek, ki mori ljudi, bo lepo se prosto sprehajal naokrog, a ne, in bo cela generacija potrebna in bomo morali še 40 let čakati, ne, se pravi, da bo on uredil to problematiko. To je naš Robert Golob. Ko je štartil mandat, je rekel, da rabi 2 mandata, zdaj pa rabi že kar celo generacijo. Kar se tiče policije, se Aljušem absolutno strinjam. Če bi naša država delovala, potem ne samo, da generalna državna tožilka ne bi zdaj bila na safariju v Afriki, ampak bi danes že potekale racije v romskih naseljih in bi se iskalo orožje, droga in pač ostale stvari, ki sodijo k temu kriminalu. Namesto tega pa je prišel Robert Golob in brez sramu povedal, kaj? Policiste bomo poslali v Novo mesto, ne da bodo delali red. On je rekel, da se bodo ljudje počutili varne, torej za kuliso. Se pravi, dajmo jim policiste, da bodo med ljudmi, da bomo ljudi pomirili, torej gre za PR vlado in on je rekel, a ne, da bomo poslali tja policiste kot PR, ne, se pravi, tako kot jaz posnamem Instagram profil, da se vi počutite fajn, mogoče bo dal še na Instagram, lejte ljudje, pomirite se, vse bo v redu, ne bo v redu. Sam Peter, veš, jaz nisem čisto 100% on sploh točno ve, kaj govori. Lej, ne vem, ampak če ne ve, kaj govori, potem je opravilno nesposoben in mora odstopati. Ne? Potem tretja zadeva, ne? Domačini so lepo povedali, da se ti ljudje vozijo z avtomobili, ki jih ne morejo upravičiti. Kje je tukaj FURS, Finančna uprava Republike Slovenije? Zakaj ne izvede davčnih pregledov in pregled premoženja teh Romov in bi hitro ugotovili, a gre tukaj za kriminal ali ne gre za kriminal? In jaz mislim, da gre za kriminal. Ne. Kaj pa počne FURS, kot si poročal? Zaposluje bivše novinarje proti opoziciji, Blažo Zgaga. Zakaj? Morda ravno zato, da se take stvari ne bi odprle. A ne? In potem še zadnja zadeva, kjer se spet vračam na Luko Meseca, Arčon reče, da zdaj, in tudi Golob je rekel, zdaj, ker se to zgodilo, bomo pa dosegli konsens. S kom konsens? Cela država je konsens, ima konsens, da se to mora urediti. Edini konsens, ki ga tukaj vidim, je konsens za Luko Mesecem. Ne? Skratka, Robert Golob je po neki meni še neznani logiki ujetnik Levice in Luka Meseca. In mislim, da tukaj bo treba začeti vrtati, kakšno vlogo ima v tej zgodbi stranka Levica. Ker očitno je stranka Levica, čeprav zelo majhna, tista, ki blokira vsakršne ukrepe v tej državi, ne, da bi se preprečil kriminal v jugovzhodni Sloveniji. Zdaj, Han, ne, predsednik SD, minister za gospodarstvo, je rekel, da bodo oni podprli, njihova stranka, vsak ukrep, ne, ki bo pač prispeval k reševanju te romske problematike. Ampak zdi se mi tako, da je Han malo zdaj v teh zgodbah, zadnje sicer tudi nastopil, ne vem, se sem spremljala, malo deluje izgubljeno, ne. Ja, jaz mislim, da ima Matjaž Han težavo, ne, ker on je uspešen politik takrat, ko je on v narekovajih največji populist. Ne.
zdaj ima problem, da je tam 12. Ne? Se pravi, največji populist absolutno je predsednik vlade in potem navzdol. Ne? Se pravi, Han se v teh razmerah ne znajde, tako kot se oni tudi nasploh ne znajdejo. Zakaj? Zato, ker oni so... Se je čisto požagali. Ja, ker so praktično niso... Lejte, človek je moral, brez potrebe, nedolžen človek je moral umreti, da so oni sploh prišli v položaj, ko morajo na pol, ne še čisto zares, tako kot je Peter rekel, ne, pri medijih, ki jih sami obvladujejo, tega še zmerom ni treba, ampak saj recimo za na pol, bi rekel, objektivne medije, na pol pojasnjevati svoje ravnanja oziroma neravnanja. Oni so šele na konc mandata zdaj, kaj človek je moral umreti za to, da so prišli v položaj, ko bi skoraj mogli, tako kot bi vsak politik mogel, javnosti polagati račune, zakaj je nekaj naredil oziroma zakaj nečesa ni naredil. In jasno, da se v teh razmerah ne znajdejo. Če ti njih cel mandat sprašuješ, s kom grdo rečeno seksajo, kam hodijo na dopust, kaj radi jejo, kira muziko poslušajo, potem je jasno, da so kar naenkrat v šoku, ko jih pa ti sprašuješ, posluši, zakaj nisi naredil tega, zakaj nisi naredil unga, kaj ti dela tvoj minister, kaj dela pač državni organ v sklopu tega resorja, tega ministra in tako naprej. Oni sploh bojen take situacije navajeni niso. In tudi ne vejo, kaj bi rekli. Zgubili so pa v tem, ker v tem času tega mandata še se mi zdi zadnjo trohico te neke navadne človečnosti, empatije in njim se res vrti, ne moram druga reči, njim se vrti od tega festivala svobode, norosti, ki ga zganjajo na oblasti. Ne? In zdaj mi čakamo, se jim bo nehalo vrteti ali se jim bo do konca zvrtelo. Ta oblast, to zdaj napovedujem z tega mesta, do volitev, pa tudi, če bo ponovno oblast po volitvah, ni sposobna urediti tega vprašanja. Ker se vidi iz dneva v dan, do zdaj smo videli, da ga ni sposobna in tudi naprej ga ni sposobna. Zato, ker njihove reakcije so popolnoma zgrešene. Tako kot sta vidva rekla, oni zdaj čakajo, da bo to minilo. To ne bo minilo, ker da je do tega prišlo, ni minilo, ampak se je dogajalo. In to se bo enostavno dogajalo naprej. In to ni več omejeno na romska naselja, niti ne več na jugovzhodno Slovenijo, na Dolenjsko. To se dogaja že v Ljubljani, to se dogaja v Mariboru, to se dogaja v Celju in to se bo kmalu dogajalo po celi državi. Če smem, ne samo, da ne bo minilo, stopnjevalo se bo, če se ne bo ukrepalo, ker bo ta, ki so ga zdaj priprli, za te kriminalce junak, in če se jim ne bo nič zgodilo, bodo rekli vsakmu, glejte, se nam nič ne morete, in bo to nasilje še eskaliralo in se bodo stvari še stopnjevale in bodo postale še bolj nevzdržne, kot so. Zdaj smo dvakrat na točki preloma. Ena je ta, da bi to itak mogli že urediti, da se take stvari sploh ne bi dogajale in da bi lahko ljudje tam mirno živeli. Druge so pa to, da če bo zdaj politika pokazala svojo šibkost, ne, bodo te kriminalne združbe svoje nasilje še stopnjevale. To je tipična dinamika nasilja in ta se bo zgodila. Ne? In zato je to dvakrat nevarno. Zdaj se kaže, recimo tista zgodba, da nekaj se ljudje klicali na pomoč, pa je šla predsednica republike tja, ne? V eno od teh romskih naselij pa se slikala z nekom, ki ima kriminalni dosje. Ne? To se zdaj vidi, ne? Kako je pravzaprav ta scena pri nas funkcionirala. Ja. Ampak zdaj dva vprašanja, še imam tako, mislim, da bi še lahko morali bi še obdelati. Eno je to, ne? Zdaj ta taktika, ki jo zdaj pač svetujeta Golob in Mesec, ne, pa jo plasirata večinskim medijem, da ni zdaj čas za obtožbe in za politična preigravanja, da zdaj mora politika skupaj stopiti in nekaj v tej zvezi narediti. Ne. To je v bistvu, kako bi rekel, discipliniranje opozicije. Ne. To je, da to tako gledam. Ne. Se bo to obneslo? Ali ne? Ne, jaz mislim, da... Ker mediji to že poskušajo. Poskušajo že, ampak vse to smo... Pa bi Nataša Pirc Musar je pohitela, pa predlagala sklice, zdaj da se je državnega zbora in podobno. Ne. Oni izmerom pridejo potem, ne? To je njihova največja značilnost. Oni pridejo po poplavah, po prometnih nesrečih, po obojih, ne, in rečejo, zdaj pa je treba skupaj stopiti, pa kje ste bili prej? Prej pa žurajo, se poročajo, živijo lagodno na naš račun in pač netransparentno in koruptivno trošijo proračunska sredstva. Ampak je to legitimno, zdaj, da se odvija politična bitka? Ja, seveda je, sej to je del tudi v končni fazi, če hočemo. To je del razlike med politiko, ki je na oblasti, pa politiko, ki je v opoziciji. Ne? Politika, ki je v opoziciji do vprašanj romske problematike, zagovarja drugačno stališče kot politika na oblasti. To se lahko verjetno vsi strinjamo. In jaz se ne opredeljujem zdaj ta hip, kira je meni recimo bolj všeč, pa kire ukrepe bi jaz podprl. Ampak to je objektivno dejstvo. Ne moramo zanikati, da so župani tega dela Slovenije, pa so iz različnih strank, ne?
že ne vem koliko let nazaj prvič prišli z zakonskimi predlogi. Ne? Kaj vse je ta oblast naredila, da noben izmed teh, niti eden predlog izmed teh, ki so jih oni dali, velika večina za moj okus smiselna, tudi izvedljiva, ni za ugledu luč sveta. Ne moramo zanikati, da je nedolgo nazaj bil posvet na to temo. Ne? V hramu demokracije, tle v Ljubljani, ne, se pravi ne dol, in so ga, vladajoča garnitura ga je unisono praktično bojkotirala. Ni bilo poslancev, ni bilo nobenih predstavnikov oblasti. Ne? Tega ne morejo zanikati. In zdaj, da ti prideš pa rečeš, ja, zdaj človek je umrl, ampak zdaj moramo pa mi skupaj stopiti. Ne? Najboljš bi bilo, če bi opozicija zdaj rekla, da super, Robert Golob odlično vodi vlado, odlično obvladuje romsko problematiko, pustimo ga zdaj primir do volitev, da bo lahko v miru rešil še ta vprašanja. Ne? Nihče na svetu in nobeni državi se to ne bi zgodilo. In jaz mislim, da poskušali bojo, tako ko si rekel, tudi mediji, tisti, ki so jim servilni, pač množični mediji jim bojo pač poskušali slediti, ampak vidimo, da so tu razpoke, ne? Ker ko je prišel na dogovorjen prijateljski pogovor, ne? Kar k čemur se uradno reče gostovanje predsednika vlade v studiu največje naše komercialne televizije, ne? Smo videli, da že voditelja pač tega pogovora nista bila med sabo usklajena, ne? In je voditeljica mogla pol časa svojega kolega miriti, ne? Da ne bi bil preveč kritičen do Goloba. Ne vem, 14 dni nazaj bi se mi zdela taka situacija nepredstavljiva, ne glede na to, o čem bi se pogovarjali. Tako da razpoke so. Zdaj, to pomeni, da se bo zgodba sešula kot hišica iz kart, tu se strinjam s Petrom, ni nujno, da se bo, tudi ne napovedujem, da se bo, ampak pravim, razpoke so se pojavile. Zdaj pa tisto, kar je pa najbolj tragično, oni še zmerom, kot pravi Peter, lešujejo lastno rit. Se pravi, njih zanima samo to, kako bodo rešili lastno rit. Njim je vseeno, a bo jutri še 3 umrli, ali čez 10 dni še 400 otrok si ne bo upaliti v šolo, da ne bi bili žrtev medijčnega nasilja. Sam pomembno jim je, kaj to pomeni za njihov položaj, ta hip, in kaj to pomeni za rezultat na naslednjih volitvah. In falanga tega sta predsednik vlade Robert Golob in podpredsednik vlade in bodoči stari, novi, ne vem, kjer zdaj koordinator Levice, Luka Mesec. Ona dva sta zdaj obraz te politike. Ti zdaj vidim, da se če uporabi izraz falanga, ne? Ja. Dan sem pobral na X-u, ne? To je zdaj, kaj, naredil si tak, kako sem poiskal v ta izraz, ja, mislim, zaustavil si, ne, kako je rekel, ne? To je res falanga, ker oni grejo pač čez, zdaj vidimo, grejo čez trupla, ne? Mislim, dobesedno grejo čez trupla. Do zdaj smo se lahko pogovarjali o tem, da so poteptali vse standarde, pravne, moralne, če hočete, naše slovenske družbe, ne, se pravi, kako smo mi Slovenci navajeni bili živeti. Preden smo imeli skupno državo, pod kar imamo skupno državo, zdaj grejo enostavno že čez trupla. Še enkrat ponavljam. Pravijo, da smrt v politiki vse spremeni, ne? Smrt žrtev. Po informacijah, ki so dostopne v javnosti in jih do zdaj še ni nihče zanikal, so ti isti ljudje, verjetno konkretno celo ta isti človek, ki je zdaj priprt, na istem mestu že 2 prej pretepli. Tudi sina zdaj te žrtve, ne? Tega očeta, ki je tragično preminul. Ne? Policija je prišla do njih s položnicami. Se pravi, v 3. mu je končno uspelo, na rekovajih, tragično. Ne? 2krat prej bi lahko to preprečili. Kdo v verigi policije od teh, ki so šli v te intervencije navzdol, direktor policijske uprave Novo mesto, generalni direktor policije, je ponudil svoj odstop. Kaj šele, da bi odstopil ali pa da bi ga sprejel. Kdo v verigi tožilstva, kot je rekel Peter, je ponudil svoj odstop. Kje so preiskovalni sodniki, ki bi morali delati nadure čez vikend že in pač procesirati stvari? Kje je policija, kot je rekel Peter, ki bi šla v romska naselja in našla tam to orožje, to drogo, o čemer se vsi pogovarjajo? Kje je FURS? Kje so cariniki, ki zdaj delajo za FURS, ki bi morali iti po teh hišah, ki jih kupujejo že izven romskih naselij, po te avtomobile, premično, nepremično premoženje, ugotavljati izvor premoženja in delati svoj posel. Sam to bi še dodal. Ne samo, da se pogovarjamo, tudi demantirali še tega. Tako je. Kje je FURS, nekaj je prej rekel Peter,
Ja, preganja medsosedsko pomoč, ne? Se pravi, tistega, ki je pomagal slepemu sosedu, tega preganja, ne? Neke zvočne knjige, ne vem kaj, ne? Če hočete še bolj banalno, ne? Mestno redarstvo preganja pač babico, ki je vnuka dala lulat na njivo, ker ga je pač tiščalo lulat, ne? In policija preganja igranje inštrumentov, ne? Tako, ja. Tu smo močni, ne? Se pravi, tle smo res pravna država funkcionira, represivni aparat je močen, tam, ko gre pa za resno, organizirano nasilje, kjer so ogrožena in zdaj celo izgubljena človeška življenja, takrat pa vsi te človekoljubni dušebrižniki, ne, pluralistična oblast zmrzne in cel njihov represivni aparat pod njimi zmrzne. Ja, zmrzne. Izvoli, Peter. Glej, na tvoje vprašanje, začel si, da je to treba zdaj, se pravi, ne sme se izrabljati v politične namene. Komentirajo taktiko, ja. Najprej bom tako rekel, to, kar se zdaj dogaja v Novem mestu, to je prvovrstno politično vprašanje. Zato, ker gre za varnostno vprašanje in v vsaki normalni državi, ne, kjer ne vladajo tolpe, ima nad represijo ekskluzivno pravico država. In z državo upravlja politika. Se pravi, gre za prvovrstno politično vprašanje in kdor poziva k temu, da se v tem kontekstu ne odpira politične razprave, ne, je bodisi bedak, ki ne razume, kaj politika je, bodisi je pač manipulant, ki zasleduje svoje lastne koristi. Nič od tega ni dobro. Ne? Zdaj pa, in o tem se moramo začeti pogovarjati, žal šele danes. Neki posnetki obstajajo, kako so Romi pretepli uniformiranega policista. Se je kaj zgodilo? To je napad na državo. To je direktni napad na državo in ta država je svojega človeka pustila samega. Širijo se govorice, da če policija ukrepa, se ne zagovarja storilec, ampak zagovarja se policist. Zato jaz osebno policistom na tej ravni ne zamerim ničesar. Zato, ker če si ti državni uslužbenec, je država tista, ki te dolžna zaščititi. Da nekdo napade nekoga, ki je v uniformi, tukaj bi se mogla zganjati cela država. S tistim človek je mogel takoj v pripor in dokler se ne razčisti, bi tam moral ostati. Ker je to signal represivnim organom, da lahko smejo in tudi morajo zagotavljati tretji mir in tega ta država ni naredila. In zdaj, ko se je to zgodilo, do te mere, da so si ljudje upali spregovoriti, ker sem prepričan, da si ljudje tudi niso upali govoriti. Glejte, gospod, ki je govoril, on je spregovoril javno in so ga Romi pretepli s kolom. In potem so pač ljudje tiho. In država nikome ništa. In državna tožilka, ki bi prva morala sprožiti to, da tožilstvo usmerja policijo v tej smeri, tudi da policisti zaščitijo policiste, se zdaj lepo sonči v Afriki in uživa na dopustu. Človek je pa tukaj umrl in nasilje eskalira. Skratka, gre za prvovrstno politično vprašanje, ki ga je mogoče rešiti zgolj s soočenjem različnih političnih namenov in seveda to tudi del predvolilnega boja. Ampak predvolilni boj je v funkciji demokracije, je v funkciji tega, da ljudje vemo, kaj izbiramo in česa ne izbiramo. Ne? In to je nujno, da se odpira in jaz si želim celo več, da bo to tudi prva tema predvolilnih soočenj, bojim pa se, da bo prva tema predvolilnih soočenj vse kaj drugega, ne pa ta vprašanja, ki se nas res globoko tičejo in kjer ima država ekskluzivno pravico. Država, ki ne zmore zagotoviti varnosti, take države ne potrebujemo. Glejte, šolstvo, zdravstvo lahko uredi tudi zasebna pobuda. Policije, sodstva pa zasebna pobuda ne sme urejati, ker potem dobimo tolpe. A ne? In tukaj je država odpovedala za tisto, kar je država v svojem fundamentu ustanovljena. In zdaj nekdo reče, da to ni politično vprašanje, se o tem politično ne smemo razpravljati, se opravičujem, tak človek pač ne ve, kaj govori, ali pa je totalen manipulant in pokvarjenež. Dobro, zdaj pa še zadnje vprašanje, da ga obdelamo. V kakšni vlogi oziroma kakšni poziciji je zdaj opozicija? Zdaj imamo Janšo, imamo Logarja, imamo NSI. Ne? Kako naj zdaj opozicija v tej zadevi reagira? Kaj naj počne? Zdaj tukaj jaz bi izpostavil, mislim, da tukaj, ne vem, če bo znali izkoristiti najboljšo vlogo v resnici Nova Slovenija. Ne? Nova Slovenija je namreč tista stranka, ki je prisluhnila ljudem in že večkrat prišla z zakoni v parlament. In je prav, da zdaj opozarjajo, so to večkrat opozorili in da jih nihče ni uslišal. Ne. Skratka, to vprašanje je težavno zaradi tega, ker če bi opozicija pretiravala,
bi tudi pomembnost tega vprašanja potem potisala bi dala, se pravi koaliciji v interesu, da to vprašanje zgine z mize takoj. Ne. Opoziciji pa je v interesu, da to vprašanje ostaja na mizi. Ne. In zdaj jaz mislim, da tudi zato se lahko pojavijo kakšni protesti, ker so protesti edini način, da ti to temo ohranjaš 5 mesecev pri življenju, jaz se bojim, da to ne bo mogoče. Ne. Se pravi, čez 5 mesecev, ko bodo volitve, mislim, da bo ta tema tako kot lanski sneg, tako kot se danes že malo kdo spomni, da so pretepli župana Ribnice, ki je tudi v resnici predstavnik oblasti in se tudi nič ni zgodilo. Ne. Skratka, mislim, da je tukaj ta tema je težka, je pa nujno, da se o tem pogovarjamo in da se pogovarjamo tako, da pridemo do neke rešitve, da se izvaja najprej pritisk na koalicijo, ki ima trenutno škarje in platno v svojih rokah, ne, da zadeve najprej prepreči nadaljnjo eskalacijo, ki se lahko zgodi, kot sem opisal prej, in da nemudoma začne zadeve reševati. In jaz mislim, da reševati se da te zadeve samo tako, da se nemudoma izvede racije, se preveri, kaj je s tem orožjem, kaj je z mamili v teh to ne more opozicija narediti. Ne, to lahko naredi. Opozicija lahko izvaja medijski pritisk na koalicijo. In to tudi je vloga opozicije. Vloga opozicije je, da nadzira oblast. Ker oblasti nima, ne, če bi jo imela, ne, potem bi bila pač koalicija in bi ukrepala. Zdaj, Logar je predlagal predčasne volitve, ne? Logar, ja, ok, dobro, zdaj opozicije, seveda, to sem hotel reči, opoziciji so predčasne volitve v interesu. Ker če se volitve zgodijo hitro, spomin še ne bo zbledel. Ne? Koaliciji predčasne volitve niso v interesu, ker more bodi si spomin zbledeti, bodi si mora koalicija preko raznih uslužbencev na FURS-u, prej smo enega omenili, ali pa raznih preiskovalnih komisij, dobiti dovolj podatkov opoziciji, sproducirati dovolj političnih afer, da se ta tematika prekrije z drugimi političnimi aferami in potem gre s tem v predvolilni boj. Pa so realne tukaj zdaj predčasne volitve? Ne, jaz mislim, da niso realne predčasne volitve, ker pač Golob in ta falanga bo se z zubmi držala pač z teh svojih položajev in se bo uklepala oblasti do volitev, pa tudi še čez, če bo treba. Ne. Jaz bi rekel tako, če bo opozicija razmišljala, kaj lahko, ne vem, stranka SDS zase ven z tega potegne, kaj lahko NSI z tega ven potegne, kaj lahko demokrati Anžeta Logarja z tega ven potegnejo, pač ne bo uspešna in se bo zgodilo to, kar Peter pravi. Se bo zadeva pozabila, druge teme bojo pač to preglasile. Ne? Opozicija more razumeti, z mojega vidika, da je njihov skupni interes, ki zdaj, jaz upam, da je to čedalje bolj jasno čim večjemu številu ljudi, prerašča celo v nacionalni interes. Da se mi znebimo Roberta Goloba in njegove falange z oblasti. In to mora biti osnovna ideja ali pa skupna točka opozicije. Zdaj, kako se bojo karte med njimi razdelile, kdo med njimi bo minister, kdo bo predsednik vlade, koliko bo imel kdo poslancev, so z vidika tega sekundarna vprašanja. Ker Slovenija, jaz ne vem, če lahko preživi še 4 leta Roberta Goloba na oblasti. Jaz verjamem, da Janez Janša kot politik in kot človek, politično tudi ekonomsko, če hočeta, psihofizično še lahko preživi 4 leta Roberta Goloba na oblasti in se mi zdi, to je moj občutek, da se do zdaj teh volitev lotijo na ta način. Ne? Tudi če bo še Golob, jaz to lahko preživim, pa bomo pol. Jaz se bojim, da Slovenija ne more tega preživeti, ker si ne upam zdaj špekulirati, koliko nedolžnih acotov bo morali še umreti do takrat, da bo Golob spoznal, da on mogoče ni ta prav človek, zato pa da bi bolj šlo, da gre. Res se ne upam povedati te številke, ker ne vem, ali je 10 ali je 100, ali je tako, kot prav Peter, kot sam prav cela generacija. Ne? Generacija to je 50 let, ne? Se pravi, bomo 50 let čakali, da bo Robert Golob ugotovil, da ni ta prav, pa da mogoče ni dobro, da njegova preljubica, zdaj pa žena odloča o tem, pri nas imamo odlov divjih zveri v Sloveniji ali nimamo. Ne? Se pravi, če bo opozicija sposobna enotno nastopiti, najlažje pa enotno nastopiš, če se poenotiš okoli enega, pač bi rekel, frontmana, enega govorca. In če ta ni iz njihovih lastnih vrst, zdaj je še to lažje. In jaz mislim, da ta govorc bi lahko bil župan Novega mesta Gregor Macedoni. On jim je pač politično blizu in pač lahko za vso avtoriteto župana dolgoletnega Novega mesta, kjer se je tudi ta zadnji tragični dogodek konec koncev zgodil, kot že do zdaj pač nekega govorca teh županov tega območja, ki so prišli s temi zakonskimi predlogi. Jaz mislim, da bi oni morali
preko njega zdaj komunicirati slovenski javnosti, tudi če hočeta svojim volilnemu telesu, svojim volilnim bazam, kako bi se oni tega drugače lotili, da do tega ne bi prišlo, oziroma kaj na tem področju storiti. Jaz nisem optimist, da se bo to zgodilo, da bojo tega sposobni. Če pa slučajno bojo, se pravi, če se bojo poenotili, če bojo nehali en proti drugmu se boriti, ampak se bojo borili proti skupni nevarnosti, da tako rečem, to pa je pač festival norosti svobode na oblasti, potem imajo možnost, da so uspešni, drugače pa ne. Zdaj, tukaj je še tudi, ko omenjaš Macedonijo, je tudi še zgodba Prebiliča, ne? Ki je pa bil še dolgoletni župan Kočevja. Ampak pravijo lokalni prebivalci, da se on bi bil novi Golob. V teoriji bi on prvi mogel pač tukaj profitirati, ker če, ampak tu spet, kot si ti že opozoril, Boja, molk Milana Kučana, molk teh struktur, se pravi, če pa zdaj ni priložnost, da se končno odpovejo Robertu Golobu, pa si enega drugega anti-Janša tam najdejo, ker skoraj vsak bi bil, dobro, ne vsak, ampak od teh, ki se zdaj prijavljajo za to, ki so v postopku pridobivanja licence ali pa so dobili licenco, so gotovo vsi boljši od Roberta Goloba, tudi Vladimir Prebilič, zdaj bi bila šansa. Ampak se bojim, da Prebilič ima mogoče težavo, ker slišim iz Kočevja, se pravi tam, kjer je bil dolga leta župan, da se ni ravno izkazal na področju romske problematike, se je oglasil, pa tudi zelo hitro utihno. Tako da, ampak v teoriji bi on mogel biti prvi tisti, ki bi tu lahko profitiral. Bomo videli, če bo, ampak tako sem rekel. Ljudje, poglejte, kako se centri moči, kapitala, medijev, tranzicijske levice tu zdaj obnašajo. Če na tej točki, ko ljudje brez veze umirajo, zato kot poroča TV Slovenija, ker so stali ob skupini Romov in so padli in se udarili v pločnik, če zdaj ni čas, da se odpovejo oni, najprej Robertu Golobu, ker potem bodo lahko ljudje šli na volitve pa pač objektivno to dosegli, ker drugače z medijsko podporo, silnimi milijoni, kot beremo, slovenskimi, srbskimi, ne vem katerimi še, ki jih bo Golob vložil to v kampanjo, z vsemi izvodi oblasti, ki jih ima on ta hip v rokah, z vsem represivnim aparatom, ki ga pošilja trkati na naša vrata, ki kritiziramo vlado, ne pa na vrata tistih, ki ubijajo ljudi, trgujejo z drogo pa z orožjem in tako naprej, ga bo zelo težko premagati na volitvah. Izvoli. Jaz mislim, da predčasnih volitev zaradi tega ne bo, pač v to enostavno ne verjamem. Ta trdoživost tudi te problematike pa me nekako ne navdaja z optimizmom in daje misel, da pač vse stvari, ki jih tudi v tej oddaji govorimo, o vplivu srbskega kriminalnega omrežja preko naših najvišjih predstavnikov, da to je dejansko mogoče še bolj res, kot mi govorimo, in da so Romi zgolj eni v tej verigi. In če je temu tako, je to razlog, da bodo Roberta Goloba ščitili do konca, ker on je tisti, ki jim omogoča se pravi vpliv, da pač on je vendarle prvi človek, se pravi je vodja vlade, je prvi človek z izvršilne veje oblasti in brez njega jim ta kriminalna omrežja padejo in z toga bodo po mojem mnenju ščitili do zadnjega diha, žal. Še eno kratko vprašanje, ki se mi zdi zelo triki. Zdaj, Golob napoveduje trše ukrepe. Ti si prej že omenil, pač policijsko in tako dalje. Ali je možno, recimo, da bi Golob, pa ta njegov krog izkoristil zgodbo za to situacijo, za to, da bi recimo šel v izvedbo ali pa v neko razglasitev izrednega stanja in bi se s tem znebil recimo volitev ali pa premostil volitve še za nekaj časa. Ali je to možno? Se to lahko zgodi pri nas? Jaz upam, da to ni možno. Jaz tudi mislim, da ko on govori o trših ukrepih, pač sam govori. Mi smo navajeni, da pač govori, niti sam ne ve, kaj je povedal, ker drug dan zanika to, kar je včeraj rekel, ali pa sam sebi skače v besedo. Za njih so pač trši ukrepi to, kar sem rekel. Se pravi, par nekih policijskih avtomobilov na nekih križiščih čez dan, ker po noči je seveda nevarno, Če bi oni hoteli iti v trše ukrepe, bi jih že sprejeli. Če bi hoteli iti v trše ukrepe, potem pač, če je policiste strah, ukrepati proti Romom, ki so kriminalci, in če se Romi, ki so kriminalci, ne bojijo policistov, imamo tu še slovensko vojsko. Mi smo imeli slovensko vojsko na meji, ko je bilo to potrebno, in imeli smo slovensko vojsko v aktivni vlogi, ko je bila begunska kriza in je 100,000 ljudi šlo čez Slovenijo. In takrat, hvala Bogu iz današnje perspektive, enega takšnega podobnega incidenta ni bilo. Pa je bilo tu na 10,000 ljudi, različnih veroizpovedi, različnih nacionalnosti, ki so bežali pred vojno. Ampak ker je bila tam prisotna slovenska vojska, se to ni dogajalo.
In žalostno je, da imamo mi Slovensko vojsko zato, da kaže svoja bojna oklepna vozila na nekih sejmih tam na Celjskem sejmišču, nimamo je pa zato, da bi pač se pojavila takrat, ko je treba. Ker še enkrat poudarjam, odgovornost tega mesta. Če se slovenska policija, pa jim ne očitam tega, jaz se sprašujem, če se boji romskega nasilja in če se Romi ne bojijo slovenske policije, potem vemo, kaj je še druga rešitev. Ker če ne, se lahko sam pripravimo na to, da se bo to iz romskih naselij in soseščine romskih naselij, zdaj se seli že v Novo mesto, počasi v Ljubljano, v Celje, v Maribor, se pravi, sam razmišljamo lahko o tem, kdaj bo to prišlo do vseh nas. Ne? In bomo mi postali pač neka država, kjer se nihče več v Sloveniji ne bo upal več stopiti iz lastne hiše, kjer se ne bo upal iti na svojo nivo, kjer pač ne bo upal otroka poslati v šolo ali pa recimo zvečer ven, ker ne bo vedel, če bo živ prišel nazaj domov. Peter, možno skratka, da pride Golob na idejo uvedbe izrednega stanja in s tem suspendiranja parlamentarnih volitev marca prihodnje leto. Je to opcija tudi? Jaz upam, da ne. Jaz se tle strinjam z Aljušem, da pač Robert Golob ne ve, kaj govori in da je moral reči, se pravi to, da bodo ukrepi, kot jih še nismo videli, je na ravni tistega, da bomo naredili super računalnik, ki bo napovedoval poplave po celem svetu. In to je uporabil za to, ker če tega ne bi rekel, bi mu rekli, zakaj pa si že 4-krat zavrnil zakonodajne predloge opozicije. In on more retorično odgovor najdeti tak, da reče, ne, tisto, kar smo mi zavrnili, ni bilo v redu, ker mi bomo zdaj dobili super računalnik, ki bo napovedal umore v eno desetletje naprej, da bomo mi pol generacije naprej lahko že ukrepali. Ampak to je pač Robert Golob, sanjač, od katerega ni mogoče pričakovati nikakršne dobrobiti za to državo. Dobro, Peter Aljuš, najlepša hvala za današnje komentarje. Zdaj verjamem, da bomo še potem naslednji teden, oziroma konc tega tedna v petek še debatirali o tej temi, bomo videli, kako se bo danes situacija razvijala v Novem mestu. Skratka, vidimo se znova v petek, zakrat pa ne pozabite, ker je boja tudi požar.